Živjo, tole je le ena izmed mnogih mojih majic. Kupila sem jo za 7,99 €, ampak v resnici je stala veliko več. Preden je visela v trgovini, je prepotovala svet. Njeno življenje se je začelo na bombažnem polju. Da so jo proizvedli, so porabili 2700 litrov vode. To je toliko, kot jo popije en človek v skoraj 3 letih. Ravno bombaž pa pogosto raste v državah, kjer je vode že tako premalo, zato se zanj izsušuje celotna jezera. Za njegovo proizvodnjo pa se porabi tudi nadpovprečne količine pesticidov. Le okoli odstotek svetovnega bombaža je iz ekološke pridelave. Čeprav je bila majica v tisti točki zgolj rastlina, je že takrat nosila velike posledice. Iz rastline je postala nit, nit je postalo blago in blago majica. Šivali so jo ljudje, ki pogosto zaslužijo manj kot dostojno plačo. Delajo dolge ure v vročih prostorih za trge, ki jih nikoli ne bodo videli. Potovala je tisoče kilometrov z ladjo, s tovornjakom, z letalom, z vlakom. Vsak kilometer pa pomeni emisije in ona je še vedno samo majica. Na policiji je čakala le nekaj dni. Bila je trend, nova kolekcija, popust. Vsako leto na svetu proizvedemo več kot 100 milijard kosov oblačil. Tudi če bi danes popolnoma prenehali proizvajati oblačila, jih imamo dovolj, da vsakemu prebivalcu še 5-krat napolnimo celotno garderobno omaro. Povprečen kos oblačila pa nosimo le 7 do 10-krat. Potem postane staro in tudi ta majica je lahko hitro pozabljena. Vsako sekundo pa na svetu zavržemo ali zažgemo za en tovornjak oblačil. Veliko jih konča na odlagališčih v državah, kjer jih nihče ne potrebuje. Kar tretjina teh oblačil pa sploh nikoli ni bila prodanih. Moramo se zavedati, da s tem, ko zavržemo kos oblačila, smo z njim zavrgli tudi vso vodo, gorivo in človeško delo, ki so bili potrebni za njegovo proizvodnjo. Pot moje majice se lahko tukaj konča, v kupu med tisočih drugih. Ampak ni nujno. Lahko jo nosim dlje, lahko jo popravim, lahko jo podarim, lahko jo zamenjam, lahko pa naslednjič kupim bolj kakovostno ali pa v trgovini iz druge roke. Vsaka odločitev je glas in vsak nakup je sporočilo. Ona ni samo majica, ampak je odločitev, v kakšnem svetu želim živeti. Koliko majic pa imaš ti doma? In koliko jih zares nosiš?